Zdravo družba, mi smo nazaj in kot že verjetno veste, v naši vdaji zelo radi podpiramo mlade talente. Imamo tudi preizkušene glasbenike, znane, super zvezdnike, ni da ni. Velikokrat imamo pa tudi mlade talente, ki nekako na televiziji ne dobijo dovolj podpore. Zato sem se jaz odločil, da bo dobra volja z Iztokom tudi vdaja, ki bo podpirala mlade ljudi, talentirane ljudi, ki si zaslužijo pozornost. In ena izmed takšnih mladih ljudi, dame in gospodje, bo zdaj z mano. Ona je Tamara Šumej, pazi, ona je zelo dobra pevka, ona je na dobri poti, da postane ena izmed zelo prepoznavnih slovenskih pevk, če bo seveda delala na pravi način in tako, kot dela zdaj. Zelo sem vesel, da jo bom zdaj imel v tem kratkem in lušnem pogovoru, ker si to zasluži. Tako da, dame in gospodje, z nami je mlada in zelo talentirana Tamara Šumej. Tamara, se midva vidiva in slišiva. Tamara, dajma sprobat, če boš ti nekoč velika zvezda, kako boš ti shendlala te napovedi zdaj, da vidim zdaj tvoje reakcije, kako bi ti to šlo, recimo pazi zdaj to. Dame in gospodje, Gramija za najboljšo pesem leta dobi Tamara Šumej! Hvala. Gremo drugo. Dame in gospodje, 300.000 glava množica čaka eno in edino Tamaro Šumej! Hvala. Lej, zaenkrat si zelo skromna, kar je dobro. Tamara, zdaj ti dam pa besedo, pa malo o sebi povej, tiste, ki te ne poznajo, par osnovnih stvari, to je sicer klišejsko, ampak lej paše, da te malo bolj spoznamo. Torej, kdo si, odkje prihajaš, kako dolgo poješ in tako naprej. Izvoli. Sem Tamara Šumej, prihajam iz okolice Celja, bolj natančno Štore. Pojem že v bistvu pod vodstvom mentorstva Vokal Beka Studio in Boštjana Korošca 4 leta. Ta je bil gost prejšnji teden, bravo. Drugače se pa s petjem ukvarjam že odkar sem bila mala, odkar se spomnim, sem pela vse povsod, kjer sem lahko pela. No. Lej, tvoje prijateljice so mi zaupale, da si znala peti, še preden si znala govoriti in da, ko bi morala govoriti, nisi znala govoriti, ampak si kar pela. Je to res? V bistvu je bilo skoraj tako, ja. Dobro. Tamara, mi da se človek rodi s pevskim talentom, ali ga more šolati in za njega skrbeti? Definitivno, jaz menim, da nek del v bistvu pevskega talenta z njim se človek rodi, ampak velik del ima pa tukaj, pa vpliv tudi ima pa pol učenje in konstantno treniranje glasu in ohranjanje te kondicije. No. Imaš ti, Tamara, že kakšno svojo pesem, prav avtorsko, svojo lastno, ali trenutno prepevaš samo pesmi drugih izvajalcev? Nimam še, ampak v kratkem pa nameravam objaviti moj prvi single, komad. Sicer je v angleščini, ampak to bo nekje čez kakšne dobre 20 dni. Lej, ko boš to imela, mi nujno javi, da ga zavrtimo, z veseljem te še enkrat podpremo. Me pa zanima, Tamara, kakšna zvrst, ker potem, kar bomo mi na koncu enega pogovora videli, od Beyoncé komad Halo, ki si ga odpela res vrhunsko, Beyoncé je bila ponosna na tebe, ker Beyoncé to vdajo gleda in jaz sem siguren, da te bo poklicala po koncu vdaje in te bo povabila vsaj na pijačo, če drugega ne. Bo ta tvoja muzika tudi ta R&B zvrst ali boš zajadrala v kakšne narodno zabavne vode, pa kar končama pogovor, če boš to rekla zdaj? V bistvu bo taka zvrst, kot je ta komad od Beyoncé, se pravi pop-rock zvrst glasbeno. Ok, daj mi povej, Tamara, še to, kaj pa drugače ti počneš, kadar ne poješ? Kdo si pravzaprav ti? Kaj te veseli, kaj te definira, kaj te driva? Najbolj v življenju me definira glasba. To je definitivno moja vodilna špica. Drugače pa zelo rada se ukvarjam tudi, ne vem, z branjem, recimo, zelo rada berem knjige. Zdaj trenutno končujem tudi gimnazijo.
Drugače pa večino mojega življenja je zavzela glasbeno. Takle, ko te gledam, mi deluješ zelo pridna punca, ne? Je to sam krinka, pa si drugače wild girl, če rečem tako? Ali si res tako pridna, pa vzorna, pa prijazna? Ali ko kamere grejo stran, zaideš malo na to temačno stran? Mislim, da je oboje prisotno. Neka vaga med oboje more biti, no. Bom verjel na besedo. To mi še povej, Tamara, ta komad, ki ga bomo zdaj videli od Beyoncé Halo. Dejansko si veliko upala, da si šla odpet ravno ta komad, ker vemo, da Beyoncé je vrhunska performerka, vrhunska pevka. Si imela kaj treme, ali si sama prišla na to idejo, da boš ti to odpela, ali ti je rekel Boštjan Koroše, čuj, tole moraš odpeti, tole bo dobro zate? V bistvu, ko smo se pogovarjala, je bil to eden izmed predlogov, potem pa smo začeli snemanjem, zdaj, ko med to korono smo posneli vse to doma, ker nam možnosti drugače niso dovoljevale biti na teh javnih prostorih, ampak je bila pobuda tudi z njegove strani. Tamara, hvala ti lepa za tale lušen čvek, ostani kul še naprej, ko boš posnela nov komad ali pa spot ali karkoli mi javi, da te zavrtimo. Torej, to je bila dobra volja z Istokom, družba moja draga Tamara, jutri se glejve ponovitvi, da boš videla, či si kaj fajnega povedala, a pa zašprela za glavo, Jezus Marija, kaj sem pa rekla. Mi se vidimo jutri ob 16:30, zdaj pa družba moja na koncu naše oddaje glasbena poslastica. Tamara nam bo zapela torej od Beyoncé pesem Halo, ki je po mojem skromnem mnenju ena izmed njenih najlepših balad in tudi nasplošno ena izmed lepših pesmi v žanru R&B-a in soula in popa. Režija, čau, čau in prosim za tole vrhunsko zadevo ob koncu. Remember those old days, maybe there's something down. Didn't even reply, didn't even make sound. Finally let you in, but I never really had time. Something like hell, I'm the angel now. It's gotta be like that, every life's make head. It's very sad thinking, I know what you are. Everyone looking now, someone by your embrace. Maybe I can see a halo, I'm the same race. But everything in my